Pozdravljeni današnji oddaji Aktualna GFML. Danes bomo govorili o dogodkih, ki so se zgodili v sklopu 60. obletnice šole. Praznovanje tega velikega jubileja se je začelo že v četrtek, ko so dijaki na šolski terasi priredili tradicionalni jesenski koncert. Dijaki GFML so ob lepem oktobrskem večeru izvedli že četrti koncert na terasi, ki je vsako leto namenjen šolskim glasbenim nadobudnežem. Predstavili so se solisti, dueti in zasedbe z različnimi glasbenimi zvrstmi, od šansona, popularne glasbe in ritmov roka. Jesensko ozračje so ogreli s programom slovenskih in tujih izvajalcev. Nekateri pa so preko svoje izjemne glasbene in izvajalske energije publiki podarili tudi lastne avtorske skladbe. Spomnim se julijskih noči. Bili smo sami, morje, jaz sem ti. Bila si moja pesem, bila si moj edini zaklad. Nikoli nisem bil srečen, kot sem bil takrat, neumen in mlad. Jagoda in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada. Srce naj te vodi in nič se ne bo. Jagoda in čokolada, naj spomine ti pričara, kadar boš z drugim ali z menoj. Distinct color, it cries in the middle of the night, it swings, it jives and shakes all over like a jellyfish. You kinda like it. Crazy little thing called love, crazy little thing called love, yeah, yeah. Crazy little thing called love. Ob tebi se nikoli ne pretvarjam, ti v piko me poznaš in kar rabim, to mi daš. Včasih se uščipnem, kako lahko tako me rad imaš. Vedno sem zate dovolj, v meni vidiš le lepo. In ti me nasmeješ, me ogreješ, ko me pogledaš, tako je toplo in zame si tu, kakor so zvezde na nebu. In ni lepšega, ko vem, da lahko zaspiva v objemu. Sem ljubljena. Hey Lucy, did they tell you what you need? Hey Lucy, did they tell you what you need? You're running, you're running, you're running again. Hey Lucy. Ko 4-letni časi se spet obrnejo, naj ne bo drugače, samo še bolj močno. Ko midva bova siva, še modro bo nebo. Uživajva življenje najlepše najino. Povej mi, da bom tvoja vsaj še 1000 let. Povej mi, da me ljubiš z biseri oči.
Zapri oči, premisli, naj Boža me tvoj glas. Zapri oči, me stisni, pozabiva na čas. Lepo slušaš tako mat in upam, da ti ne mori. Zdi se mi, da ti bo carski in za mene te ne skrbi. Moji bojci me imajo radi in jaz imam rad njih iz srca. Filip je prlapo, ko je slišal in me držal, ko si dokončno šla. Ker vidiš, da to boli, v bistvu, hvala Bogu, da še vidim, da me srčno ganejo stvari. In nisem otopel, kot sam vrag skeli. Hvala vesolju, da me še ganejo stvari. Začel, boj se je unil, barab je bilo kot podgan, Jean-Claude Van Damme pa sam. Ves čas je poskakval, se tipu je kot žval, katerega kol je užgal, ta se ni pobral. Špricala je kri, lomu je kosti, Jean-Claude Van Damme. Če bi se zaljubila, če bi se izgubila, drugemu oči, našla bi se spet in spet. Če bi se zaljubila, če iskra bi med nama preskočila, kaj če bi. Težko je, ko te vidim, a ne vem, kako nazaj me gledaš ti. Temu ne pomaga dejstvo, da nešteto čustvo v glavi se vrti. Da bi znala, ko se to pomeni, da znala bi, kaj od tega razumi. Rada bi, da gre in odide vse, vse kar nama barva črno pogled na svet. Morala bi ti kupiti rože, da bi končno razumel, da bi končno me pogledal in ob tem bi pozabil. Sploh ne veš, kako težko je, ko vse mi govori, ko glas v glavi mi kriči, že kriči. Kaj če bi se zaljubila, kaj če bi se izgubila, drugemu oči, našla bi se spet in spet. Če bi se zaljubila, če iskra bi med nama preskočila, kaj če bi. Kaj če bi se zaljubila, kaj če bi se izgubila, drugemu oči, našla bi se spet in spet. Prijeten ambient šolske terase je obiskala številčna publika, ki se je lahko posladkala s palačinkami Lev kluba Ljutomer. Dobrodelni prispevki so bili namenjeni šolskemu skladu. Naše perspektivne glasbenike boste lahko naslednjič spremljali že 30. novembra na tradicionalni dobrodelni prireditvi Mladi mladim pomagamo. Začetek šolskega leta je bil na GFML močno zaznamovan s 60. obletnico naše šole. Čeprav se je na šoli od leta 1963 veliko spremenilo, še vedno stremimo k našemu sloganu, ki se glasi: znanjem ponosni v prihodnost. V 6 desetletjih je šolo uspešno končalo že več kot 5400 maturantov, trenutno pa jo obiskuje okoli 600 dijakov. Dan pred slovesnim praznovanjem 60. obletnice GFML-ja smo se medgeneracijsko povezali in v šolskih klopeh gostili upokojene profesorje. Skupaj smo se spominjali vseh lepih trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj. Med sporednimi dogodki ob obletnici so na terasi nastopili dijaki glasbeniki. And you're singing a song
your life, and you wake up in the morning and you have to decide where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight. Dijaki so si ogledali filma Oto in Oto 2, režiserja in scenarista, bivšega gimnazijca Vasja Rovšnika. V Domu kulture Ljutomer pa je bila odigrana predstava Matura režiserja dr. Ivana Štuheca. Svečane akademije ob 60-letnici GFML-ja, ki je potekala v soboto 14. oktobra, so se v dvorani Šic v Ljutomeru udeležili minister za vzgojo in izobraževanje dr. Dario Felda, direktor Zavoda za šolstvo magister Vinko Logaj, županja magistra Olga Karba in mnogi drugi povabljeni gosti. Na Zavodu Republike Slovenije želimo v okviru svoje dejavnosti skupaj z različnimi inštitucijami ter učitelji in učiteljicami slovenskih šol še izboljšati in z različnimi aktivnostmi intenzivneje podpreti vse tiste vsebine in oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki pomenijo razvoj in kakovost. Dobro se spominjam, kako smo skupaj z gospodom ravnateljem, z gospodom Zvonkom Kustecem in še z nekaterimi sodelavci pripravili nov program umetniške gimnazije Smer gledališče in film, ki je zaživel na Ljutomerski gimnaziji in je edini program tovrstne umetniške gimnazije v tem okolju. Zdi se mi prav, da poudarim, da je za delo v šoli potrebna vztrajnost, določeni napori in red, ob tem pa šolsko obdobje vsakemu posamezniku zagotovo pomeni tudi veliko lepih trenutkov. In v 60 letih se je zagotovo takšnih trenutkov nabralo ogromno. Razvita so bila nova znanja in spoznanja, pridobljene številne izkušnje, razvili so se medsebojni odnosi, stkala so se prijateljstva. Srednješolsko izobraževanje vsakomur pomeni pot v odraščanje in kar je najpomembnejše, da pri posameznikih spodbuja tiste veščine in znanja, ki so potrebne in pomembne za življenje in nadaljnje izobraževanje. Čeprav so izzivi bili in bodo veliki, je potencial za pozitivno preobrazbo v izobraževanju ogromen. Zavedam se, da brez predanega dela in požrtvovalnosti nekdanjih ravnateljev, učiteljev, pedagoških delavcev in vseh, ki so bili zaposleni tukaj, GFML danes ne bi bila to, kar je. To izjemno zgodbo so pomagali zgraditi tudi vsi dijaki, njihovi starši, zunanji sodelavci ter lokalno okolje, ki so omogočili, da smo zrasli povezano skupnost, usmerjeno v trajnost in uspeh. V izjemno čast mi je, da sem to skupnost lahko vodil 20 let in vesel sem, da lahko skupaj praznujemo našo zavidljivo obletnico, ki ne odseva le minulega časa, ampak tudi trajnega duha znanja, rasti in razvoja. Svojo baklo sedaj predajam novi generaciji in prepričan sem, da bosta duh odličnosti in predanosti negovanju mladih umov še naprej opredeljevala našo institucijo in zagotovila, da bo ostala svetilnik navdiha in upanja za prihodnje rodove. V želji, da boste še naprej sledili svojim ciljem in jih s pomočjo sodelovanja, spoštovanja, razumevanja in sočutja tudi dosegli, še enkrat čestitam vsem, tako sedanjim kot nekdanjim dijakinjam in dijakom, ter zaposlenim za ta pomemben jubilej. Naj vas vedoželjnost in marljivost na vaši poti spremljata še naprej. Akademijo so popestrili glasbeniki, komorni zbor Orfej, Tadej Vesenjak,
Samobudna in dijaški band Spicy. Gimnazijci smo, gimnazijci lotmeški. Gimnazijci smo, gimnazijci prleški. Šola naša je, dom za nas je vse, drugi dom in dragi dom. Bomo svet gremo, se zavedamo, da se radi vračamo. Konec koncev vseeno je, glavno, da smo vsi zadovoljni iz dneva v dan, saj se ne mudi. Ob spominih bivših in sedanjih zaposlenih ter dijakov so prisotni obujali svoje srednješolske dni. Prvi spomin. Oh my god. Joj. Kako smo se po šoli lovili, ker smo ne znali kumpa kaj. Pa ko, ne vem, če smo kaj nico lesno, no, profesori vedno vse povedali, res so bili pač še zaista vsi tako prijazni in ja, to mi je ogromno pomenilo. Ja, meni tudi. Po meni je bilo ful cool, ker sem si lahko v šoli kupila nekaj. Zato, ker mi smo v osnovni nič mogli kupiti. Zdaj si lahko kupiš, kaj češ. No ja, na vihenček, pa za pitje. Kaj ne rečem? Super. Poklic, ki sem si ga izbrala v 6. razredu osnovne šole. Sem potem tudi doštudirala v Ljubljani, prišla nazaj na svojo šolo po 4 letih študija, uživala vsako minuto, sanjski poklic. Če bi še enkrat zbirala, bi še enkrat izbrala isto. Gimnazija mi je bila zmeraj tisti prvinski duhovni prostor, na katerem sem srečeval, seveda preko svojih profesorjev, tiste prve smernice humanističnih temeljev, ki se je potem tudi lahko nadgrajeval. In videl sem in pri tem spoznal, da so ti temelji pravzaprav izhajali iz vrednot našega prejšnjega človeka. Zato je tudi cilj, da te vrednote sam nadgrajujem. Moji čisto prvi spomini na gimnazijo segajo pravzaprav v obdobje osnovne šole, v takrat še 8. razred, ko smo zaključevali osnovnošolsko obdobje in ko smo zelo z veseljem, pričakovanjem čakali rezultate vpisa v srednje šole. Spomnim se tistega prav posebnega ponosa, ko smo bili obveščeni, da smo sprejeti na gimnazijo Franca Miklošiča. Kot dijakinji mi je bilo seveda zelo, zelo pomembno, da sem ostala v letniku, v razredu skupaj s svojimi dobrimi prijateljicami iz osnovne šole. Te vezi so se ohranile vse do danes, v srednji šoli pa smo seveda zgradili tudi nove. Vezi se ohranjajo skozi obletnice, ko se srečamo s sošolci iz srednješolskega obdobja in vezi se ohranjajo tudi takrat, ko sedaj že odrasli v nekih drugih vlogah srečujemo svoje profesorje iz gimnazije in do njih še vedno čutimo neko res posebno spoštovanje. Tudi sedaj še spremljam velike uspehe gimnazije, učencev, profesorjev, celotnega ljutomerskega okolja, ki stoji za gimnazijo, vsi novi programi in sem ponosen na to, da sem bil v vseh treh fazah aktiven soustvarjalec takratnih in pa želim gimnaziji ob tem lepem jubileju še veliko domačih in mednarodnih uspehov. Na akademiji se je zahvalilo in izpostavilo tudi tiste, ki so v teh 60 letih najbolj zaslužni za to, da je do gimnazije v Ljutomeru sploh prišlo in da se je ta gimnazija razvijala. Poseben aplavz in stoječe ovacije si je prislužil sedaj že nekdanji ravnatelj Zvonko Kustec, ki mu je bil izročen kipec Franca Miklošiča za posebne dosežke.
Po končani akademiji so se gostje lahko sprehodili po šolskih prostorih, v katerih so profesori pripravili predstavitvene ure različnih predmetov. Zvečer so se starejše generacije družile ob svečani večerji in ob glasbi gimnazijskih skupin v dvorani Šic, mlajši pa v šotoru za dvorano. Zadovoljni smo, da so se bivši gimnazijci in gimnazijke v tolikšnem številu odzvali našemu povabilu, saj smo skupaj preživeli popoldan in večer preživeta s toplimi stiski rok, iskrenimi objemi in čustvenimi snidenji. Ob praznovanju na GFML so v oktobru potekle še številne druge dejavnosti. Obisk vrstnikov na gimnaziji Mladenovac je bil sklepno dejanje projekta Erasmus Plus z naslovom Šport in umetnost zdravita dušo. Mladi so se namreč oktobra 2022 že družili v Ljutomeru, letos marca pa v Ohridu v Makedoniji, ko so jih gostili na gimnaziji Svetega Klimenta. Mladinske izmenjave se je tokrat udeležilo 15 ljutomerskih dijakov iz različnih razredov in programov. Delavnice in druženje so potekale v duhu krepitve psihološke odpornosti mladostnikov. V športnih delavnicah, ki so bile izvedene na bližnjem športnem igrišču, se niso le zabavali, ampak so spoznavali, kako pomembno vlogo ima šport pri duševnem zdravju. Udeleženci so spoznavali Mladenovac in njegovo okolico, si ogledali razstave v muzeju naivne in marginalne umetnosti v Jagodina in muzej afriške umetnosti v Beogradu. Sprehodili so se po znameniti beograjski trdnjavi Kalemegdan in si ogledali notranjost stolnice Srpske pravoslavne cerkve Svetega Save. Znanstva z vrstniki iz Srbije in Makedonije so prerasla v prijateljstva in zato je bilo toliko težje slovo na koncu. V tolažbo so stiki v virtualnem okolju in obljube o ponovnem snidenju. Ob Evropskem dnevu jezikov vsako leto izvedemo jezikovne delavnice z namenom, da osnovnošolcem zadnje triade poleg angleščine in nemščine približamo še redkeje poučevane jezike v Pomurju. GFML je edina srednja šola v Pomurju, ki poleg angleškega in nemškega jezika dijakom nudi še španski, francoski in ruski jezik. Dijaki pripravijo različne jezikovne igre, kvize in predstavitve v omenjenih jezikih. Tako poglobijo svoje znanje tujih jezikov in se naberejo nove, dragocene izkušnje v medvrstniškem poučevanju ter se preizkusijo v vlogi učitelja. V tem šolskem letu so profesori in več kot 50 dijakov gimnazijskega ter predšolskega programa obiskali 20 osnovnih šol, ki so se odzvale našemu vabilu. Jezike smo na glavnem trgu v Ljutomeru predstavili tudi predšolskim otrokom. Pisana pa niso bila le otroška oblačila, temveč tudi paleta jezikov, v kateri so dijaki s svojimi mentoricami pripravili delavnice. Otroci so bili v slovenskem jeziku v stiku tudi z angleškim, francoskim, madžarskim, nemškim in španskim jezikom. Na dogodku je sodelovalo okrog 15 dijakov, animatorjev ter 60 otrok iz okoliških vrtcev Cven in Ljutomer. Otroci so se pri delavnicah na zabaven način učili izgovarjati števila do 5, kako se v omenjenih tujih jezikih poimenuje barve ter poimenovanja za živali. Preizkusili so se tudi v tem, kako se predstaviti. Z umetniki drugega letnika smo v sklopu strokovne ekskurzije obiskali Slovensko narodno gledališče in regionalni RTV center v Mariboru. Pod vodstvom Gorazda Žilavca smo se sprehodili po vseh gledaliških dvoranah. Ogledali smo si njihova zaodrja in pododrja, salone za masko, fundus, no, vsega pa vam ne smemo razkriti. Po krajšem premoru v centru mesta smo se napotili proti RTV centru, kjer so nam strokovnjaki na posameznih področjih predstavili, kako poteka snemanje televizijskih oddaj in priprava radijskega programa. Obiskali smo televizijski studio, režijo, tehnične prostore, studio Radia Maribor in Radia SI, najpogumnejši med nami pa so se preizkusili pred radijskimi mikrofoni. V Maribor pa so se odpravili tudi dijaki 3. letnika programa Predšolska vzgoja, ki so z ekskurzijo zaključili projektni teden otrok v vrtcu. Obiskali so Montessori in Waldorfski vrtec. Dijaki so spoznali Montessori in Waldorfsko pedagogiko, delovanje obeh vrtcev, opazovali so delo vzgojitelja ter prostore vrtca.
Vsekakor so bolje spoznali razliko obeh konceptov v primerjavi z javnim vrtcem. Tokratne minute za raziskovanje namenjamo trajnostni mobilnosti. Raziskovali smo, kako dobro so prebivalci ozaveščeni o pojmu trajnostna mobilnost, preverili možnosti izgradnje prometne infrastrukture ter zbrali predloge, ki bi omogočili hitrejši prestop v nizkoogljično družbo. V našo raziskovalno nalogo smo prav tako vključili energetsko krizo, ki se je zgodila leta 2021. S tem smo pridobili podatek, da so prebivalci preprosto odvisni od uporabe osebnega avtomobila. Pred raziskovanjem smo si prav tako zastavili hipoteze. In sicer prva hipoteza pravi: pojem trajnostna mobilnost najbolje poznajo odrasli stari med 20 in 39 let ter tisti, ki imajo opravljeno vsaj srednješolsko izobrazbo. Druga hipoteza, ki pravi, zvišanje cen naftnih derivatov je vplivalo na vrsto izbire prevoza, ter zadnja hipoteza, na trajnostno mobilnost bi vplivala izgradnja kolesarskih poti. Raziskovali smo s pomočjo ankete, ki smo izvedli preko interneta, ter s pomočjo literature, virov ter člankov na temo trajnostna mobilnost. Prav tako smo uporabili metodo deskripcije ter metodo grafičnega in slikovnega prikazovanja, s katero smo izoblikovali končni izgled naše raziskovalne naloge. Ugotovili smo, da imajo občani občine Puconci le omejene možnosti za izbiro vrste prevoza, saj primanjkuje kolesarskih poti, prehodov za pešce in pločnikov. V ta namen smo izdelali shemo predloga izgradnje kolesarskih poti, ki bi potekala ob glavni prometni cesti ter povezovala bližnja naselja in vodila do glavnega mestnega središča v Mursko Soboto. Prav tako se nam zdi pomembno ozaveščanje samega problema, zato smo s tem namenom izdelali letak. Z njim skušamo čim več ljudi spodbuditi k razmišljanju, še bolj pa k uporabi bolj trajnostnih načinov prevoza. Naša glavna ugotovitev je bila ta, da leži rešitev v nas samih in v naših odločitvah, saj trajnostna mobilnost ne omogoča le hitrejšega prestopa v nizkoogljično družbo, temveč se obenem izboljša tudi kakovost našega življenja, ki pozitivno vpliva na naše okolje, na našo zemljo. Za krmilo GFML-ja je v tem mesecu poprijel Fran Čuš, ker je tudi sam naš bivši dijak, je kot nalaž za gosta oktobrskega podcasta GFML-jevci. Ker sem zgodovinar, potem ponavadi dam tudi nekaj zgodovinskih dejstev. Na gimnazijo sem torej prvič prišel kot dijak leta 1988. Prva moja razredničarka je bila profesorica geografije, gospa Majda Gomboc, ki pa je po pol leta zamenjala službo oziroma je šla v drugo delovno okolje. Torej bila je profesorica geografije in tudi sam sem geograf, tako da je ta stik že tukaj nastal. Potem je pol leta nadomeščala ena profesorica, gospa Ajdova iz Maribora, ki je prav tako bila profesorica geografije. In tako da je potem naš razrednik v drugem letniku postal dr. Miran Puconja, ki nas je potem do 4. letnika učil tako slovenščino, kakor filozofijo. Tukaj sva se midva zelo hitro z razrednikom našla, ker že v srednji šoli smo imela mogoče, že jaz sem imel takrat podobne interese, to je ljubezen naprimer do zgodovine, to, kar je izžarevalo tudi iz predavanj razrednika. Namreč meni je slovenščina ležala zaradi tega, ker je glavni poudarek pri njem bil na književnosti, na zgodovini, manj na slovnici. Potem isto pri filozofiji, zgodovina filozofije, potem njegova zelo velika širina, poznavanje ne samo domače, ampak tudi svetovne književnosti, ampak vedno se nekako vračal v to okolje, iz katerega tudi jaz izhajam, in jaz sem sigurno prepričan, da sem ogromno ne samo informacij, ampak tudi odnos do domačega okolja, do domačih ljudi, do preteklosti vzljubil ravno skozi ure slovenščine pa filozofije pri razredniku. Tudi sedaj, ko sem pač prešel že v bolj zrela leta oziroma to celotno obdobje, vidim, da imamo kar podoben način preživljanja prostega časa. Profesor Puconja je s srcem in dušo vezan na zemljo in tudi meni zemlja ogromno pomeni. Najbolj se sprostim ali pa nekako odklopim
takrat, ko sem, ne vem, v svojem vinogradu, ko nekaj delam v svojem sadovnjaku, takrat lahko človek sprosti misli in razmišlja o marsičem, kar ne more početi, ne vem, ko gleda televizijo, računalnik, telefon ali je v družbi različnih ljudi. Pa smo prišli do konca 120. oddaje. Bodite lepo in se vidimo prihodnjič.